Gospe in gospodje, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Prav posebej za današnji praznik so nas svojim obiskom počastili predstavniki Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji in člani Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar. Lepo pozdravljeni visoki gostje, prav lepo pozdravljamo tudi obiskovalce iz Velikih Lašč, rojstnega kraja Primoža Trubarja, gospod župan, drage članice in člani Društva za ohranjanje dediščine Gradež, Društva podeželskih žena, Društva upokojencev in člani Kulturno-umetniškega društva Velike Lašče. Spoštovani, dobrodošli v veliki dvorani predsedniške palače na dnevu odprtih vrat, ki ga na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob državnih praznikih pripravlja Urad predsednika Republike Slovenije. Vrata predsedniške palače so tako tudi ob dnevu Primoža Trubarja odprta vsem državljankam in državljanom. Dnevi odprtih vrat so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije. Doslej je predsedniško palačo obiskalo že več kot 25.000 obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine. Kasneje si boste najlepše prostore lahko tudi ogledali. K osrednjem nagovoru ob državnem prazniku vljudno vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje, naj prosim v mojem in vašem, v našem skupnem imenu, tukaj iz velike dvorane predsedniške palače, pošljemo najbolj iskrene čestitke ob tem pomembnem državnem prazniku vsem našim Slovenkam in Slovencem, doma in po svetu, vsem našim ljubim državljankam in državljanom, željo, da bi tudi ta državni praznik, čeprav ni dela prost dan, doživeto preživeli in z željo po uspešni in lepi skupni varni prihodnosti. Najprej naj rečem, da sem presrečen, da se življenje vrača v predsedniško palačo. In morda je nekaj simbolnega na tem, da se vrača prav s tem praznikom. Mogoče je v uporništvu tega praznika nekaj takega, kar osmišljuje to mojo ugotovitev, da je sicer po naključju, ampak vendarle, prav z današnjim praznikom ste znova prišli ljudje v predsedniško palačo, tisti, ki sicer tukaj niste običajni gostje, na obisk, in jaz sem vam za to neskončno hvaležen. Voditeljica je rekla, da je doslej obiskalo ob takih priložnostih predsedniško palačo ob dnevih odprtih vrat več kot 25.000 obiskovalcev. Moram pa reči, da je najmanj opažen praznik, tudi zato, ker ni dela prost dan, prav ta dan, 8. junij, dan Primoža Trubarja. In tudi, če smem reči odkrito, zato mi je toliko bolj dragoceno, da ste danes tukaj, da to spomnimo, da večina naših državljank in državljanov meni, da oktobra praznujemo torej protestantizem, Trubarja in vse, kar smo dobili za tem pomembnim gibanjem pred več kot pol tisočletja na Slovenskem.
Danes, 8. junija, praznujemo to, ampak počasi bo to prišlo v kolektivno zavest, saj praznik ni zelo star, pobudo zanje, kot veste, dal Boris Pahor, Tržačan. Upam, da bova skupaj praznovala vrnitev Narodnega doma Slovencem v Trstu 13. julija. Vse kaže, da bo to sijajno in ga tudi v tej luči danes spominjam. Bil je zaslužen, da smo dobili ta praznik. Verjetno je želel gospod Boris Pahor povedati, da si Primož Trubar, mi imamo itak dan protestantizma, ampak dan reformacije, da si Primož Trubar osebno in njegovi sodobniki takrat zaslužijo neko posebno mesto v našem kolektivnem spominu. Bil je utemeljitelj našega jezika, nas je poimenoval za Slovence, dobili smo jezik, tisto najbolj temeljno značilnost, identiteto vsakega naroda, zlasti nastajajočega. Bili smo med prvimi, ki smo imeli prevod Biblije v našem jeziku. Vse to je veliko delo, seveda, protestantizma na Slovenskem, Trubarja, njegovih sodobnikov, in prav je, da se spomnimo na te slavne može in Trubarja posebej tudi ob njegovem ob njegovem državnem prazniku. Ko boste šli skozi palačo, boste šli tudi skozi mojo pisarno. Tam boste videli, da tako kot v vsaki pisarni predsednikov ali suverenov vse povsod po svetu, visi seveda tudi portret nekoga, ki izkazuje neko identiteto, to pa seveda ni seveda prebivalec iste pisarne, ne, predsedniške ali kraljeve, ampak nekdo, ki pooseblja nekaj nad časom. In v moji pisarni je to portret Trubarja. Nekaj časa sem nekako bil razdvojen med Prešernom, tudi njegov seveda je, ampak portret, kipec Trubarja je tam. Tako da je Prešeren na sliki, Trubar kot kip. Hočem pokazati, kako je jezik pomemben za naš narod. Mimogrede, zdaj, ko je bila ta epidemija in smo se vsi zaprli v lastne domove, tudi narodi v svoje državne meje, sem izbral prav jezik kot način izražanja solidarnosti z drugimi narodi in v jezikih vseh narodov in držav Evropske unije nagovoril naše prijatelje in ljudi iz Evropske unije. To je naletelo na čudovit odziv voditeljev in ljudi, kar je še en dokaz, kako zelo pomemben jezik je bil pred več kot pol tisočletja, je danes in bo vedno. Vedno bo jezik stvar, ki nas bo določala in zanje treba zelo skrbeti. Zato sem vam hvaležen, da ste danes prišli. Taki prazniki seveda so priložnost samo za nekaj kratkih besed, seveda pa zlasti in predvsem možnost, da v enem sproščenem klepetu, danes seveda razmeram na primeren način, gremo skozi predsedniško palačo in se malo družimo in na ta način v bistvu obeležimo ta državni praznik. Še enkrat ne rečem, da sem vam neskončno hvaležen, da ste prišli, da ste z vašo prisotnostjo, tukaj so tako ugledni gosti v prvi vrsti in tudi vi seveda sicer, da ste vrnili življenje, da se življenje vrača, se mi zdi, tudi v javno življenje, v tem smislu, da se začnemo družiti, da se pogovarjamo, da se vidimo, da, dobro, objeti se še ne moremo, ampak da vendarle smo skupaj, da doživljamo to skupnost. To se mi zdi tako zelo pomembno. To sem tako zelo pogrešal v teh 2 mesecih in več in danes prav na dan državnega praznika se prvič dogaja, da vas je toliko tukaj in ne morem povedati, kako utripa moje srce. Hvala, ker ste prišli. Zdaj bomo slišali še en govor, potem mislim, da nas bo kvartet, policijski še enkrat kvintet, popeljal skozi, recimo temu malček kulturnega programa, potem pa bomo spet razmeram na primeren način šli skozi moje prostore in moji ljudje vam bodo povedali kaj več o predsedniški palači. Torej, čestitke za državni praznik. Danes je pomemben dan, dan Primoža Trubarja, utemeljitelja našega jezika. Zato smo Slovenci, kar smo. Ta jezik moramo negovati. Naši otroci in njihovi otroci morajo vedeti, da z njim stanejo in obstanejo. Čestitke.
Najlepša hvala, gospod predsednik. K besedi vljudno vabimo tudi gospoda Matjaža Grudna, predsednika Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar in kulturno-umetniškega društva Primož Trubar Velike Lašče, ki bo spregovoril o pomenu Primoža Trubarja v današnjem času. Izvolite. Moji ljubi Slovenci, tako bi verjetno začel Primož Trubar, če bi bil danes med nami. Naj se takoj v začetku njegovem imenu in v imenu Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar zahvalim našemu predsedniku Borutu Pahorju za to lepo prireditev, za ta lep spomin v čast njegovega rojstnega dneva. Enako se zahvaljujem našemu županu Tadeju Malovrhu, da ohranja tradicijo praznovanja občinskega praznika občine Velike Lašče tudi v čast rojstnemu dnevu Primožu Trubarju. Prav tako vsem predstavnikom našim društvom iz naše občine, brez katerih primernega praznovanja ne more biti. Je pa res, da ta praznik, kot je že moj predhodnik povedal, ni zakoreninjen med Slovenci. Predvsem pogrešam nek pozitiven odnos državnih organov do dediščine reformacije. Kot veste, so Trubarjeva dela sicer izšla, vendar zelo malo jih je v tiskani obliki, večina jih je v digitalni obliki dostopnih zgolj preko spleta. Zato skrbi naše društvo in pa tudi ekipa pri Franu Ramovšu v okviru Zrc Sazoja. Prevedena dela v sodobno slovenščino so zelo redka in še to so plod entuzijastov v okviru Trubarjevega foruma. Tu treba poudariti, da je zadnje delo, ki je išlo Dalmatinov Novi testament, ki je bil financiran s tujimi sredstvi in brezplačno razdeljen med slovensko bralstvo. Sodobna slovenščina pa je tista, ki edina omogoča širši dostop in razumevanje del slovenskih reformatorjev. Žal moram vedno in povsod poudariti, da Trubarjeva domačija še vedno nima ne muzejskega statusa, ne statusa spomenika državnega pomena. To, gospod predsednik, je najina in skupna dolžnost, da to uredimo. Problem vidim pri slovenskih državnih uradnikih, ne toliko v vrhovih slovenske politike. Namreč slovenski državni uradniki iščejo bolj kako ne, ne pa kako ja. In če izmed nekih 20 pogojev ne izpolnjuješ enega, z največjim nasmehom pritisnejo štampilko in napišejo se ne da. To, gospod predsednik, je dolžnost nas, da spremenimo. Bodimo pozitivni. Slovenska reformacija nam je dala jezik, knjigo, osnove javnega šolstva. Z Trubarjevo cerkovno ordningo smo dobili temelje slovenske ustave, če malo poenostavim. Z Dalmatinovo Biblijo smo stopili v krog omikanih srednjeevropejskih narodov. Kar pa je najbolj pomembno, slovenska in svetovna reformacija je postavila človeka v središče sveta. Človeka kot za svoja dejanja odgovorno osebo, človeka, ki se mora izobraževati in človeka, ki mora razmišljati s svojo glavo. To so trije postulati, na katerih naj slovenski razvoj slovenske demokracije stoji in raste še naprej. Naj bo 8. junij praznik veselja. Obiščite Trubarjevo domačijo, nazdravite s kozarčkom rojstnemu dnevu Primoža Trubarja in spominjajmo se pozitivnih in temeljnih vrednot slovenske reformacije. Končujem s Trubarjevimi besedami: duh je, ki oživlja stvarnost. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Gruden. Sedaj pa prisluhnimo še članom policijskega trobilnega kvinteta, ki bodo za nas zaigrali Handlovo Water Music ter Zimzeleno Šuštarski most. Izvolite.
Hvala lepa članom policijskega kvinteta. Uvodni del programa Dneva odprtih vrat je s tem zaključen. Sledi vodeni ogled prostorov Urada predsednika Republike Slovenije. Vljudno vas prosimo, da za začetek ostanete na svojih mestih, kjer bo najprej sledila predstavitev zgodovine predsedniške palače ter prostorov Urada predsednika Republike Slovenije, nato pa si boste najlepše prostore lahko tudi ogledali. Hvala.